Na zamisel za zgodbo skrivnega društva KRVZ sem prišla v bistvu zelo po naključju. Črtomir, moj starejši sin, je želel, da mu napišem zgodbo o vitezih, in ko sem začela pisati, se v bistvu vitezi niso nikakor pojavili so se pa 4 otroci. Črt, Vid, Kaj in Iza. In želela sem napisati knjigo, ki se dogaja v svetu okoli nas, se pravi v Ljubljani, moja otroka sta Ljubljančana. In potem sva z mlajšim sinom, Vitomilom, raziskovala poti po Ljubljani in vse uganke, ki jih raziskujejo otroci v romanu Skrivno društvo KRVZ, so povezane z enim delom Ljubljane. Tako da, če se sprehodimo po mestu, pridemo do vseh teh točk, ki so v romanu, in lahko pač raziskujemo tudi mi vsak dan to pot Skrivnega društva KRVZ. Zdaj pa moram povedati še to. V Lutkovnem gledališču Ljubljana delamo tudi predstavo Skrivno društvo KRVZ, ki si jo vsekakor morate ogledati, ampak najprej morate prebrati knjigo, ker ko delamo predstavo, seveda moramo to debelo knjigo skrajšati na tako tanko zgodbico. Tako da je nujno treba prebrati knjigo najprej in potem si ogledati predstavo. In sicer bo premiero doživela predstava 17. februarja in bo zelo fantastično zanimiva. V njej igrajo sami super igralci in igralke seveda. Ampak predstava se ne bo sprehajala po teh točkah po Ljubljani, ampak se bo zgodila na odru. Zato pa tretja stvar, ki jo morate narediti potem, ko preberete roman in potem, ko si ogledate predstavo, morate z zemljevidom iz knjige Skrivno društvo KRVZ se sprehoditi na vse te točke, po katerih grejo otroci Skrivnega društva KRVZ. Se pravi Črt, Vid, Kaj in Iza. In potem boste tudi prišli do tega skrivnostnega zaključka poti, ki je pa kje, tega pa ne povem, to pa morate sami ugotoviti. Na naslovnici Skrivnega društva KRVZ lahko najdemo 4 glavne junake, ki so nekako namenoma narisani le v silhueti. Ker se vse vrti okrog zemljevida, se mi je zdelo zanimivo, da jih vključim kot en del zemljevida, kot neke ikone, ki so vključene ponavadi na zemljevidih. Glavne barve, ki so na naslovnici, pa so barve, ki si jih junaki tudi znotraj društva izberejo. Med branjem boste opazili, da ima vsako poglavje eno ikonco z likom, ki nastopa, in te ikonce so glavna prizorišča posameznega dogajanja, ki pa so združena tudi tukaj na naslovnici. Tisti, ki ste iz Ljubljane, ali pa če niste in boste prihajali v Ljubljano, boste mogoče lahko na spletu ali pa v živo te stavbe in dogajalne prostore prepoznali. Upam, da vam bo tudi na ta način poleg knjige tudi raziskovanje po Ljubljani pustolovščina. Skrivno društvo KRVZ je roman, ki sem ga jaz prvič prebrala, takega, kakršen je zdaj, ko smo razpisali en tak natečaj, ki se mu reče natečaj Modra ptica. Z njim iščemo na založbi rokopise, ki še niso bili objavljeni, in pisatelji in pisateljice nam pošljajo enkrat na 4 leta svoje rokopise, se pravi rokopise. To pomeni ne na roko napisana besedila, ampak tisto, kar so pisali za otroke, za mladino, in nam pošljajo to po računalniku vse veda, ker smo v 21. stoletju. In ko sem prebrala tale rokopis bodoče knjige Skrivno društvo KRVZ, sem jaz takoj vedela, da je to knjiga, ki se bo lahko morda potegovala za nagrado Modra ptica. Ko smo prebrali vse rokopise, ki so na tisti natečaj prispeli, se je izkazalo, da je bilo to najboljše in se nam je zdelo tisto, kar bo najbolj privlačno za mlade bralce. Zdaj, zakaj je mene ta knjiga tako zelo navdušila? Ker me je. Zato, ker je v njej ena taka pustolovščina, ker gremo v njej
po ulicah Ljubljane čisto drugače kot običajno. Ko enkrat prebereš knjigo Skrivno društvo KRVZ, nekako obisk Ljubljane ali pa hoja čez center Ljubljane nikoli več ni ista. Namreč za vogalčki oprezamo, a bo mogoče tam kakšno mesto, kjer bomo našli tudi mi kakšen namig, kje bi se lahko skrival pod gradom zmaj. Zdi se mi fajn ta knjiga tudi zato, ker se mi zdi, da je pisateljica res dobra v tem, da dobro opazuje otroke, da dobro opazuje svet okrog sebe in da dobro tudi posluša vas, bodoče bralce, in da dobro ve, kaj vam je všeč. Zato se bere ta knjiga tako napeto, imaš občutek, da jezik je tak živ, in imaš občutek ves čas, da si sredi dogajanja. In se mi zdi, in sem prepričana, da če knjige še niste vzeli v roke, pa jo še boste, da se boste strinjali z mano.